Hvala lepa, spoštovane gospe, cenjeni gospodje. Hvala organizatorjem tega posveta za zaupanje, da sodelujem na njem. Torej, Branko Rebozov se je rodil 8. julija 1926 v Sevnici ob Savi. Omenil bom telegrafsko nekaj podatkov iz njegovega življenja, ki se mi zdijo najbolj zanimivi. Njegova mladost, dejansko pa celo življenje, je bilo zaznamovano z razdrto izvorno družino. Oče jih je zapustil, ko je bil star komaj 2 leti, mama je potem šla živeti v Zagreb, tam sklenila neko razmerje z nekim gospodom, ki se je pa potem razdrlo, potem se je ona vrnila domov, skratka, otroci so bili 4, ampak ves čas je bila doma, bomo rekli, revščina, pa ne toliko materialna, verjetno tudi kakšna druga revščina še. In to se je njemu poznalo in to se pozna tudi v njegovi knjigi, ko on sam o tem piše. Skratka, njegovo življenje, mladost je bila zaznamovana z razdrto izvorno družino. Ta podatek ga je spremljal od začetnih dni, saj je nekaj otroških, predvsem pa najstniških let, preživel v salezijanskih zavodih in tam tudi študiral do male mature. Takrat se je končal njegov formalni študij, saj je ob šolskih počitnicah septembra 1943 leta bil prisilno mobiliziran od partizanov, med katerimi je prebil nekako 3 mesece. Potem pa se mu je posrečilo od njih pobegniti. 3-krat je pobegnil in 3-krat so ga terenci spet ujeli. 4-tič, ko bi zanj to lahko bilo usodno, se jih je definitivno rešil. Pri partizanih je odznotraj spoznal, kakšne razmere vladajo pri njih. Potem se je prijavil k domobrancem in z njimi dočakal konec vojne. Nato se je s celo domobransko vojsko in mnogimi tisočimi civilnih beguncev umaknil na avstrijsko Koroško v angleško okupacijsko cono. Tam je doživel negotovost ob vračanju Slovenske narodne vojske v Jugoslavijo Titovim partizanom. Osebno mu je uspela rešitev iz tega nejasnega položaja, s čemer je bil rešen genocida v Kočevskem rovu, v Teharjah ali kje druge. Po 3 letih življenja v begunskih taboriščih v Italiji je komaj poročen z ženo odšel v Argentino. Tam si je po prvih časih prilagajanja novemu in tujemu okolju s težavo uredil življenje z družino, ki je narasla do 4 otrok. Vključen je bil v slovensko emigrantsko skupnost in tam sodeloval na različne načine. Že kot študent v Ljubljani je začel pesniti, v emigraciji pa je začel objavljati pesmi, prozo in razne članke različne narave. Sodeloval je pri vrhunski kulturni ustanovi, ki se je takrat in še danes se imenuje Slovenska kulturna akcija, ki je bila ustanovljena leta 1954. In objavljal v njeni reviji Meddobje. Pisal pa je tudi za druge publikacije, kot so bile Tabor, Svobodna Slovenija, Smer v slovensko državo, kasneje pa tudi za Celovški zvon. Leta 2012, torej leto pred smrtjo, je v samozaložbi izdal svojo pesniško zbirko Črn plamen. Za revijo Meddobje je pa zadnja leta pred smrtjo v slovenščino prevajal tudi pesmi, ki so jih v španščini napisali mlajši ustvarjalci argentinske slovenske skupnosti. O tem je bilo pred nami veliko govora, ali je to pesništvo, ali sta pesnika, ali sta na ta način pesnika 2, tisti, ki je v španščini napisal pesem, ali tisti, ki jo je relativno uspešno prevedel v slovenščino. Torej, prevajalec je bil tukaj Rebozov in v tem sodeloval z slovensko kulturo v Argentini. Deloval je tudi v gibanju za samostojno slovensko državo. Pred 2 letoma, 2019, mu je tržaška založba Mladika posthumno izdala knjigo Spomini in misli, v kateri avtor pripoveduje svoje zanj najvažnejše dogodke iz svojega, pa tudi skupnega slovenskega življenja. Rebozov je lahko v marsičem za slovenskega današnjega pravca zanimiva priča preteklih časov in dogodkov. Najprej se nam predstavlja kot lik normalnega človeka tistega časa. Skoraj navajeni smo, da se ljudi iz preteklosti mnogokrat
predstavlja v svetlejši luči, kot pa je bila tista, ki jih je obdajala. On sam pravi zase v spominih, da ni bil prav nič junaški. Nasprotno, velikokrat ponavlja, kako se je bal tega in onega. Pa ne ljudi, ampak dogodkov, izzivov življenja. Seveda je treba upoštevati, da je bil, ko ga je zajela vojna vihra, star komaj 17 let in je bil v neki eksistenčni negotovosti, ki je izhajala iz pomanjkanja družinskega ognjišča, kot sem prej omenil, in iz pomanjkanja perspektiv v tedanji vojni in revolucionarni situaciji. Kar navajeni smo poslušati govorjenja o junakih in junaštvih. Rebozov nam pa v svojih spominih predstavlja neko drugačno, bolj normalno stvarnost. Septembra 1943 se je po na hitro končanih poletnih počitnicah po kapitulaciji Italije srečal z umikajočimi se vaškimi stražarji in vojaki italijanske divizije Macerata. Vodstvo le-te je kmalu dobilo povelje, naj vse orožje izroči partizanom. Po nekaj dneh tavanja je padel tudi on v partizanske roke. Najprej je torej Rebozov bil partizan, a prisilno mobiliziran partizan. Klišeji nam govorijo o narodno-osvobodilnem boju. Kako da se je nekdo pri 17 letih moral obvezno bojevati za svobodo svojega naroda v nekem gibanju, v katerega je bil prisiljen vstopiti. In kako da se je večkrat, kar 3-krat, poskušal rešiti iz te prisilne situacije, kar mu je končno uspelo za las, ker če bi mu 4-tič ne uspelo, bi potem v lovu lahko bil kaznovan, on o tem poroča, lahko domnevamo na kakšno kazen zaradi dezerterstva. Že ta Rebozova zgodba na glavo postavlja marsikaj iz preteklosti, kar vpliva na sedanjost. Zanimivi so tudi dogodki in okoliščine njegovega partizanstva. Srečuje se z ljudmi in situacijami, ki so zanj ves čas negotove in brez nikakršnih oprijemljivih točk. Prihodnost se tam kaže v najboljšem primeru zelo siva in se piscu takrat potrjuje, kar je o partizanstvu vedel že odprej. Zato nenehni poskusi o begu. Ko mu končno zadnjič uspe pobegniti, prostovoljno vstopi k domovrancem in se leto in pol bojuje z njimi in ob njih za namene, ki jih je domovranstvo kot protirevolucionarna sila imelo. O tem letu in pol Rebozov ne govori veliko. Verjetno meni, da je o tem bilo že veliko napisanega, kar je res. Je pa po fotografijah v knjigi sodeč, jasno, da je bil popolnoma vpet v ta boj. Napeto in dramatično, skoraj literarno, je popisan umik na avstrijsko Koroško. Tako tisočev civilistov, kot domobranskih vojakov, da si priskrbe zaščite v angleški zasedbeni coni. Tudi za tiste, ki vemo že dolgo časa, kot je v mojem primeru, kako se je vse to dogajalo, je Rebozovo pripovedovanje zanimivo in bralca prevzame. Tudi mene je. Razkrivanje vsega tega je zgodovinsko, sociološko, politično in vsestransko zanimivo, ker kaže na množico ljudi, ki si skuša zagotoviti minimalno življenjsko varnost in skoraj nagonsko hiti v neko smer, kjer se ji zdi, da bo našla varnost. Iz vidika spominov in zgodovinskega gledanja je vse to branje lahko pretresljivo, ker človek, ko bere vse to, danes post factum, človek ve, da varnosti ti ljudje niso našli. Ali komaj. Glavno, kar bo vsem tem pripovedovanju izstopa, je negotovost. Piscu uspe opisati in skoraj bi rekel naslikati vso tesnobo ljudi in trenutka. Vse se je rušilo, pa ne samo razmere v javnosti in v družbi, temveč tudi varna ognjišča, družine, posebni načrti. Skratka, nek svet se je podiral, pred ljudmi pa sama negotovost, kamor so pogledali.
Edina gotovost so jim jo predstavljale neotipljive duhovne vrednote, ki so jih nosili s seboj. Posebno in končno poglavje je pa Piščevo osebno doživljanje vetrinske tragedije. In tam se kaže njegov kritičen pogled. 19-letnemu mlademu domobrancu, brez posebno dodelane formacije, niti najmanj visokošolske in politične, kot sam pravi, je bilo dano, da je zvedel za nekatere informacije, ki do drugih niso prišle. V ključnih trenutkih je zvedel, da domobrancev in drugih sorodnih protirevolucionarnih formacij Angleži ne peljejo v Italijo, kot so jim pod častno besedo mnogi angleški oficiri zagotavljali ob mnogih vprašanjih, kam nas peljete, častna beseda, častna angleška beseda, v Italijo greste. Temveč so šli nazaj v Jugoslavijo v roke Titovih partizanov. Če je prej negotovost bila vse navzoča, se je v tistem trenutku izkazala v vsej svoji tragičnosti. Vodstvo, kolikor ga je bilo, se je moralo s skupimi informacijami, ki so prihajale v vetrinsko taborišče, pravilno odločati. V teh okoliščinah so se morali odločati vsi, vodstvo in v končnem trenutku tudi posamezniki. Če parafraziram znan rek, general je bilo treba biti takrat, ne po bitki. V strahotno fluidnih razmerah so prihajale razne informacije. Treba jih je bilo pretresti in pretresati in ločevati zrno od plev. In to takoj, ali vsaj čim hitreje. Ko je bila resnica končno dovolj jasna, je bilo že prepozno. Veliko vprašanje o Rebozovih razmišljanjih je, ali bi lahko bilo vse drugače. Rebozov sugerira v svoji knjigi, sugerira pozitiven odgovor, to se pravi, on pravi, ja, lahko bi bilo drugače. Ampak ta odgovor in ta drugačnost bi se pa seveda nanašala samo na osebne zgodbe ljudi, na osebno usodo, na malo zgodbo vsakega posameznika. Velike zgodbe, to zdaj vemo, post factum, ne bi bilo mogoče spremeniti, saj so jo do tedaj že prikrojili v Jalti. Če ne bi bilo vse to tragično, bi bili ti spomini zanimiv libreto za kak film ali podlaga za kak nov roman, na primer našega že evropsko znanega pisatelja Draga Jančarja. Po vsem tem je Branko Rebozov šel v emigracijo. Po svojem življenju je bil tipičen slovenski emigrant, ki se je moral kot drugi tisoči spopadati s težavami vsake razseljene osebe. Po prvih letih in po minimalni ustalitvi je začel ustvarjati in pisati, kot sem dejal že na začetku. Članki, proza, poezija. Po drugi strani je bil pa atipičen emigrant, ker je razmišljal in ravnal po svoje. Že relativno kmalu, leta 1972, je šel na obisk domovine, kar v politični migraciji ni bilo običajno. Takrat smo bili nekako stališča, da se Slovenije ne da obiskati. Pa ne samo zato, ker bi se ti tam v domovini lahko kaj čudnega, grdega, neprijetnega zgodilo, kar se je mnogim, premnogim, in mnogi v tisto niso hoteli. Ampak mnogi so rekli ne, v Slovenijo ne grem, dokler tam ne bo prave svobode. Kajti, če grem na obisk v Slovenijo, s tem na nek način legitimiram tamkajšnjo oblast. Tega pa ne maram. In zato mnogi niso hoteli iti. No, on je pa že leta 1972 šel nekako samo svoje na obisk in tam seveda obiskal svojo mamo, ki jo ni videl od leta 1945. Ne? Takrat je obiskal tudi Edvarda Kocbeka in se z njim pogovarjal. Čeprav v knjigi ne pove, s kakšnim namenom je šel k njemu. Jaz sem že čisto na koncu. Ampak da tukaj v knjigi preberem, kaj pravi sam Rebozov, pravi, ko sem bil leta 1972 na obisku pri Edvardu Kocbeku, mi je med drugim priznal, vem, da me v emigraciji obsojate in krivite, ker ne veste, da sem jaz moral biti pri partizanih z revolverjem na sencih. V redu. Prav, da pisatelj
Edvard Kocbek to pove in da je takrat povedal, samo žal, da veliki pisatelj, lahko bi rekli intelektualec, veliko prej, že za časa Dolomitske izjave, ni tega spoznal. 17-letni Revozov je že prej vedel, kako in kaj je s temi stvarmi. Velik intelektualec in visok pesnik, pa ni bil politično toliko odprt in toliko globok, da bi to spoznal že takrat. Zato mu je pa potem bilo pač povrnjeno, da je moral živeti, če drži to, kar pravi Revozov tukaj, da je moral živeti potem z revolverjem na sencih. Vemo, da je leta 75 potem išel ti znani intervju, etc., to poznate. Da končam. Knjiga Spomini in misli Branka Revozova je odraz želje po pričevanju. Lahko bi rekli, da je, čeprav posthumna, višek in center njegovega dela. Prav gotovo pa je v njem najti veliko materijala za razmotrivanje naše, predvsem medrevolucionarne zgodovine. Po eni strani je pričevanje, po drugi pa sugestija za nadaljno razkrivanje dogodkov, ki nas še vse preveč zadevajo, bolijo, predvsem pa še danes vsestransko pogojujejo.